V Ljubljani, v Kinodvoru, je potekala posebna projekcija premiere filma Gluha. Ta film prikazuje zgodbo gluhe ženske, ki pričakuje otroka s slišečim partnerjem. Film prikazuje tudi, kako se gluha sooča z vsakdanjimi izzivi v življenju, s komunikacijskimi ovirami v svetu slišečih, ki ni prilagojen za gluhe. Ta projekcija je posebej prilagojena, saj je opremljena z opisnimi podnapisi in zvočnim opisom za slepe in slabovidne. Pogovor pa je bil tolmačen v slovenski znakovni jezik. Želeli pa smo, ker film govori o gluhi osebi, o skupnosti gluhih, da po premieri filma sledi pogovor z nekom iz te skupnosti, da iz prve roke izvemo, kako je film prikazuje to življenje gluhe osebe, in da se povežeta ti dve skupnosti tudi v kinodvorani. Kot kino smo člani Art kino mreže Slovenije, se pravi združenja več kot 20 kinematografov po Sloveniji, tako da si lahko izmenjujemo ta znanja in izkušnje, zato da bi se ta praksa prenesla v čim več kinematografov. Nismo pa edini. To delajo tudi v Cerknici, v Celju, v Radovljici. S temi projekcijami si zagotovo želimo nadaljevati, predvsem pa si bomo prizadevali tudi za to, da vzpostavljamo stik z različnimi skupnostmi, ker se nam zdi pomembno, da ti programi nastajajo v nekem sodelovanju in da se drug od drugega učimo in da se čim bolje spoznavamo in fino družimo. Današnji film Gluha je bil prvi film, pri katerem sem videla opisne podnapise. Sama sicer tudi slišim, kar je v ozadju, in s podnapisi si predstavljam kot gluha, da so podnapisi veliko vredni, če ne slišimo, kaj je v ozadju. Imamo dve skupini gluhih. Eni raje spremljajo podnapise, drugi pa raje gledajo tolmačko, tako da jim moramo dati možnost izbire. Sama raje berem podnapise, saj imam občutek, da pri tolmačenju včasih manjka kakšen del vsebine filma. S podnapisi tudi lažje spremljam dogajanje v filmu, sicer bi bila moja pozornost usmerjena samo na tolmačko in ne bi mogla hkrati spremljati, kaj se dogaja v filmu. Po projekciji je potekal pogovor z Valerijo Škof, ki je gluha mamica dveh slišečih otrok. Spregovorila je o teh temah, o pomenu, razumevanju in vključevanju gluhih v družbo. Ko sem rodila prvo hčerko, sem bila sama, brez tolmača. Na papirnate robčke smo si pisali in je kar šlo. Pri drugem porodu dvojčkov pa sem imela zraven tolmačko in ni bilo nobenega problema. Moja otroka sta gluha, en je naglušen. Brez problema se sporazumevamo, drugače pa imamo zraven tolmača, na primer pri zdravniku. Tudi naglušni mi včasih pomaga, mi odkreta. Ta film je podoben moji situaciji z mojo mamo in očetom, ki sta slišeča. Ko sta se pogovarjala, sem jo morala spraševati, kaj se pogovarjata, in sta mi samo na kratko povedala. Film je res super, res je prikazal, da se tudi gluhi lahko dobro počutimo v življenju med ljudmi. Ta film sem si ogledala že tretjič, vendar se ga ne naveličam, še bi ga gledala. Ta film je resnična zgodba o nas, gluhih materah, ki rodimo slišeče otroke, o tem, kako se soočati z okolico slišečih, glede tega, kako se sporazumevati, ali smo vključeni ali pa nismo, smo izključeni. V filmu je bil porod in ko sem videla njeno situacijo, ki se je zgodila tudi meni, bila sem brez tolmača, kako sem se sporazumevala z osebjem, ko sem rodila hčerki. To je kot resnična zgodba.
Po pogovoru so tudi obiskovalci spregovorili o svojih izkušnjah, postavljali vprašanja, na katera je potem Valerija odgovarjala. Ta dogodek je pokazal, da je ta film odprl oči obiskovalcem, kaj pomeni gluhota, ki ni več tabu tema. Zdaj se zavest širi, več je odprtosti in bolj je sprejeta med ljudmi. Takšni dogodki prikazujejo, da je dostopnost zelo pomembna za vse, če se želimo gluhi bolj vključiti v družbo.